Ob tem, ko smo pred 16 leti sprejeli zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika in lani vpisali znakovni jezik v nesnovno kulturno dediščino in ga v vsakdanjem življenju uporablja vsaj 1500 gluhih, še vedno ni priznan kot samostojni in avtohtoni jezik v Sloveniji. Predstavniki Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije so zato predsednika Državnega zbora Dejana Židana seznanili s pobudo za umestitev znakovnega jezika v slovensko ustavo. Po uradni seznanitvi s pobudo je predsednik Državnega zbora stopil pred zbrano množico in jo simbolično nagovoril točno ob 14:11. Dejal je, da pobuda za umestitev slovenskega znakovnega jezika v ustavo vodi k enakopravnosti gluhih in naglušnih v naši družbi. V pravem času, to namreč v času, ko se ponovno bolj zavedamo, da nas kot narod ohraja spoštovanje do našega jezika in tudi spoštovanje do amaterske in profesionalne kulture in da če želimo kot nacija obstati, moramo v resnici za svoj jezik skrbeti še bolje, kakor smo skrbeli do sedaj. Predstavnikom Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije je magister Dejan Židan izrazil osebno podporo in opozoril, da pobuda ne sme biti predmet dnevnih političnih aktivnosti. Gre namreč, kot je dejal, za pobudo širokim družbenim interesom in kot taka potrebuje tudi širok družbeni konsenz, da gre za pobudo vseh. Pobuda ima mojo podporo, kakor sem obveščen tudi podporo poslanskih skupin. Tudi ko nam bo to uspelo narediti, pa je to samo en od korakov, ki so potrebni, da bodo gluhi in gluhonemi imeli enakopravni položaj, status v naši družbi. Dobili ste napoved, da je velika verjetnost, da bo realizirana. O datumu ne želimo gibati, vendar če ti postopki tečejo hitro, je možno realizirati tudi v roku leta dni, vendar je to manj pomembno. Pomembno je, da pride do sprejema in da je potem zavedanje, da je to samo eden od potrebnih korakov. Matjaž Juhart, sekretar Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, je pobudo za dopolnitev ustave podkrepil številnimi dejstvi. Med drugim opozarja na absurd, da v Sloveniji obstaja izobraževanje gluhih že 118 let, a se gluhi še vedno ne izobražujejo v svojem jeziku. Ob tem, ko smo pred 16 leti sprejeli zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika in lani vpisali znakovni jezik v nesnovno kulturno dediščino, na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport že 2 leti stojita 2 zelo pomembna akta. Umestitev slovenskega znakovnega jezika v slovenski šolski prostor od vrtcev do fakultete in učni načrt za slovenski znakovni jezik kot izbirni predmet v šoli. Sekretar Juhart še opozori, da imajo gluhi otroci v rednih šolah financirane le 4 ure tolmačenja na teden. Medtem ko država financira kar 3 šolske centre oziroma zavode za gluhe in naglušne, kjer pa se šola le še peščica gluhih otrok. Kritičen je tudi do državne jezikovne politike, saj nikoli niso financirali razvoja znakovnega jezika. Namreč, ko bo enkrat priznan status, bo mogla država tudi zagotoviti sredstva za razvoj znakovnega jezika. Enostavno, danes smo uspeli kot civilna družba raziskati 16.000 kreten, kar je pravzaprav nivo 2. razreda osnovne šole, zato je pač potrebno, da se zagotovi sistemski razvoj znakovnega jezika. Posledično pa bo najbolj se to pokazalo na področju izobraževanja. Izobraževanje je ključno področje, da želimo naše gluhe izobraziti, so potem konkurenčni na trgu dela. Finska, Avstrija, Madžarska in Portugalska so znakovni jezik že vnesle v ustavo, zato pobudniki predlagajo, da bi bilo podobno tudi v 65.a členu slovenske ustave zapisano, da je znakovni jezik uradni jezik gluhih državljanov in naj to področna zakonodaja ustrezno uredi. S pobudo sta se v minulih dneh seznanila še predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca in predsednik vlade Marjan Šarec,
ki je predlogu dal ustno podporo. Nato je vlada na 9. redni seji sprejela sklep, da bo v državni zbor poslala predlog za vpis slovenskega znakovnega jezika v Ustavo Republike Slovenije.